A se še dotaknemo malo pomladne sezone? Okay. Čak Juvan udamo, ne? Tukaj kaj Juvan, to smo ugotovili, da Juvan gleda največ animejev. Juvan nam je zaupal izven kamere, to morate da je on vedeti, največji fan. Preden smo posneli prvi podcast sploh, Juvan, mislim, da sploh ni bil več v animejih. In odkar ga imamo nazaj med živimi, med našim communityjem, mislim, da zdaj spremlja 10 animejev. Zdaj je presegel vse nas. Tako da Juvan top 12. Top 12 pomladanske sezone, izvoli. Tudi pred prvim podcastom sem že gledal par serij na sezono, sam ne pa toliko, kar zdaj. No. Povej še med živimi. Povej, kolikokrat si Oshinoko pogledal zadnjo epizodo. 2-krat. Pa še tretji še bom, ko bo čez en teden predvajal ponovitev te zadnje epizode. Can we say the best opening of the season? Boljše od Kimetsu? Ja, definitivno. Oshinoko, točno tako je osobi, najboljše dva izvajalca. Moram priznati, da sem v zadnjem tednu predvajal to mogoče 1000-krat. I consider res je najboljši opening. Lahko ti posodam, imam link že do enourne, samo ponavljanje. Veš, ko pumpa svoje. Ja, imam za fitness. Res je dober, ja. Mislim, ker je tak, high energy komad, ki ga lahko pravi za marsikaj. Pa sej, mislim, da sem jo že parkrat hypal, ampak ta dva izvajalca jo osobi, ne, po tem imenom sta res moja najljubša J-pop izvajalca trenutno. Čeprav moram reči, da čisto vsi openingi taki zanimejo. To sezono ful so bangerje. Hrene par je taki zelo dobrih. Meni najboljši do pred en teden nazaj je bil Kimetsu no Yaiba, se pravi kolaboracija med dvema izvajalcema, ki sta mi ful všeč, Man with a Mission, to je rock skupina, ko ima vedno volkove glave, se pravi so pol furry, half a furry, the upper part. The upper part, oziroma ko nastopajo, se mislim, da je že Denis v eni od naših epizod govoril, da ko actually nastopajo, imajo maske še malo drezne, zato da se jih sliši. Ja, seveda. V vseh videospodih pač nastopajo with full furry. Pa Millet in imata full banger. Millet ima tudi zakon. Millet pa Man with a Mission, se pravi imajo kolaboracijo za Kimetsu no Yaiba, so it's amazing. Pa ending tudi. Fenomenal opening in ending. Juvan, naštej zdaj na rok. Top 12. Kaj zdaj gledaš? Povej imena, koliko si 1, 2, 3, 4, 5, čist po vrsti. Najljubši anime. Po moje Oshinoko bo po moje prvi, po kakšen tak Kimetsu no Yaiba, pa Yamada-kun, ja, tudi gledaš? Ja, tudi. Wow, kaj pa Skip to Loafer? Ne, to ne. Mašuru. Mašero gledam, čeprav mi ni med ta boljšimi. No? Ampak je pa najboljši mim anime te sezone. Mim. Pa kakšen ta Dead Mount, ko ga še gledam. Pa ta Magus Bride. Res, ga gledaš? To je druga sezona. To je druga sezona, ja. Si gleda prvo? Ja, itak, ja. Zatega sem ga začel gledati. Kako se ti zdi drugač Magus Bride? Kaj je dosti tako specifičen, ker gre v to njihovo keltsko mitologijo, irsko mitologijo? Ja, pa tudi tako malo. Tako malo psihološki je, veš, kot da je tako malo. Ful je fantasy, čisti fantasy je. Ja, kaj prodati. Res je, ja. Sankelska mitologija, to sem mogel omeniti. Kaj imam pa še v bistvu na spisku? Zelo zanimivo je, da... Tengoku Daimakyo. Ja, no, Tengoku to tudi Jigokuraku. To bi honest drugač, ko rečemo Jigokuraku, Mene je anime po prvici povedan mal razočaral. Prvo sem mango bral, ko mi jo je Gregi priporočal in sem jo res bingeal sem jo, ker je res dobra. Sem 13 volumov, res dober pacing ima od začetka do konca, fenomenalen epilog, tisti karakter je res lepo, dobro jih spoznaš, lep zaključek imajo, imaš nekaj closure. Anime pa, I can't put my finger on it, se mi zdi, da imam problem s pacingom. Enostavno me ne potegne, ne drži me. Se to ful je problem pokazati na točno kaj, ker se ful trudijo, vse vidiš, vse animacije, vse. It's good, it's done. Animacija za animacijo skrbi studio Mappa. Torej animacija je super. Ampak ni problem animacije, ni problem, da so zdaj, da sam nekaj je s pacingom, se mi zdi, da nekaj je spacing, nekaj je. Pa ravno Mappa
Vinland Saga. Vinland Saga še prejšnja sezona. Samo to je še prejšnja sezona, ki se nadaljuje zdaj. Manga ali so zdaj začeli anime? To sem brala, to sem pa mango brala. Si up to date z mango? Kak dalec si, ja? Kje si? O moj bog. Kje si zaključil? Ker se ful šplača. Last chapter. Greg, last chapter. Ja, upam, da je last chapter. Ne, niso, mislim... Pač 13 volumnov že ima, 13 volumnov krat 2, torej 26 si že tam, ko so prišli v Vinland, ko so se naselili? Se vsebine sploh še kaj Ne, po spomniš? mojem, da so glih pršli. Aha, okej, da so glih pršli. Ti pa še bolj kot dlje naprej že. Se to je počasi bolj Mislim, prihajala, Art style je taki over the top. Mislim, ima character development. Začetka res hudo, pol se po mesmi začelo motati in pol nisem več, Kaj, glih, ko je začel farmat? Jaz sem že mislil, da bom pustil anime zaradi tega, ker sta v bistvu z glavni karakter in njegov prijatelj tako 8-9 epizod zapored samo farmala tiste pšenico in sem mislil, kaj za vraga se dogaja. Bom res mogel pustiti ta anime. Notranji razvoj. Vem, notranji razvoj, ampak večino časa ste samo plužila po tistem gozdu. Jaz se strinjam s tem prvim vtisom, ki ga je imel Marko. Jaz sem bral mango, preden je anime začel ven izhajati. In ko sem prišel do te Farmland sage, priznam, da sem tako nekje na začetku tega to dropal, ravno iz tega razloga, ker se ni nič zgodilo. Potem, ko je pa anime začel ven prihajati, me je pa ponovno noter potegnilo. Ne vem, pač morda sem odrasel. Ampak to, kar Greg govori, ta notranji boj, ki ga ima Thorfinn v tej drugi sezoni, je čist... Je razviden. Je čist 180 stopinj od tega, kar se je pač dogajalo v prvi sezoni, pač ni akcija, ampak je pa vseeno next level, pač vseeno je zgodba dosegla naslednjo stopnjo. Ja, mislim, zdaj razumem smisel pač celotne te Farmland, ker v bistvu on je svojo travmo nekako pustil na tistem polju. In potem ko se je nekako zaključil ta ark, se pravi, ko so prevzeli njihovo zemljo, je nekako on je predal vso to travmo v zemljo in je nekako se očistil. In zdaj lahko se odloči, kakšen človek bo želel postati. Imel je možnost iti domov, nazaj in živeti novo življenje, ali bo nadaljeval nekako tisto pot originalnega Thorfinna in zaključil to zgodbo. Točno tako, ful se vidi, da išče odgovore, pa ne ve točno, kje je. Na razpotju je, in to mi je zelo všeč. Moram reči, da me je potem prevzela po celotni tisti Farmland arku. Se recimo nekaj podobnega tudi Violet Evergarden, ker sem po enkrat tudi poslušal o intervju, ki je nekdo intervjuval vojaka, ki je bil pač v vojni pa to in mu je dal za pogled to serijo in je rekel, dude, to je čisto kot kar jaz zdaj živim. Enostavno pač zgubljen, in je pač prosto šla od epizode in ga je pač pinpointal, kaj so tiste točke, ki ga spominjajo pač na njegovo lastne izkušnje. Tako da tudi ta Farmland saga je v bistvu po mojem glih ta tipični ark, tukaj v Violet Evergarden, premlevaš, pa probaš, Tisti, ki smo bili v vojni, vemo. Mi glih ne vemo, sicer, ampak to pač na ta način nekako lahko razumeš, zakaj gre. Če imate radi te tematike, pa če berete od Kwang trilogija Poppy Wars. Oh my god, sej bolite vse. Jaz sem mogla nehati, po drugi knjigi sem rabila 3 mesece pauze, toliko me je bolelo vse. Kako se rekla, da je naslov? Pisateljica je Kwang, Rebecca F. Kwang. Kwang je drugače pa Poppy Wars. Dogaja se dobesedno ala kitajska, ampak malo steampunk verzija. V 18-19 stoletje si predstavljate. Karkoli s tem Poppyjem, ki je bil pač droga včasih. Mislim, povezave so, isto se vojna dogaja pod kom, ampak je malo je tudi noter kitajske mitologije. Huda, res. Mislim, to, da je to njen prevencija, noro, pač sem še gledala, ona je to pisala pri 21-22 letih. Ne vem, kaj se je v življenju dogajalo, da je lahko toliko zamorjene knjige napisala, ki pa so toliko, res so dobre, sam bolite pa vse, ko to bereš, ker je toliko naporno. Ampak je pa na Violet Evergarden sem pomislila, ko sem to brala. Torej, katere pa najbolj traumatičen anime te sezone? Kaj bi rekel, ampak zame je bil definitivno Oshinoko prva epizoda, ker sem se zelo navezal na glavnega karakterja, ki je v bistvu Hoshino Ai, ona je en idol.
Spoiler? Ja, mislim, je idol, to ni glih spoiler. Vem, kaj misliš. Predvsem sem se navezal na njo in v bistvu na njen karakter, zato ker v bistvu se zelo podamo v njeno duševno stanje in kako je v bistvu pristala in se spopada z ozadjem pač idol industrije. In kot 16-letnica je pač precej mentalno težko v bistvu delati z v bistvu odraslimi in z finančnimi težavami in potem ima še družinske težave in vse to v telesu 16-letnice je pač precej težko. Potem pa pride še ta aspekt se pravi nosečnosti, pa rojstva in tukaj je, mislim, da je ful dobro prikazan v bistvu ta hormonski del oziroma kako ona raste iz nekega individualnega človeka v enega varuha. In tudi njeno osebnost v bistvu raste zraven z otrokoma. Zaključek prve epizode ne bom spoilal, ampak je, mislim, da mi je še vedno najboljša prva epizoda, katero prva epizoda za moje pojme, mislim, da sem to, ne vem, če smo to že rekli na podcastu, ampak med nami, ko smo se pogovarjali z jih, meni je anime je presegal mango. Ja, pač, to pa je. Anime je res presegal mango. Še Giga, ki je rekel to, da mu je žal, da je bral. Gig UK. Ja. Mislim, meni je ta, ko si rekel, pač res ta, predvsem všeč mi je ta koncept, kako v bistvu, kako se ona izraža, kako ona kaže to svojo ljubezen. S tem, ko ona v bistvu vzdržuje to fasado nekega nepremagljivega idola, kot bi vzel pač iz tega opening songa, s tem ona v bistvu kaže svojo ljubezen do fanov. Ker zelo rada se skriva za laži, in te laži sprva vzame kot nek nujen varuh, s časoma pa je to postane kot neko oblačilo v bistvu, kako se ona kaže v javnosti in reče, če jaz želim uspeti, moram lagati, zaradi tega, ker laži so tisto, kar moji oboževalci kupijo, ne mene kot osebo, ampak laži, ki jih prodajam. To je zelo dobro prikazano. Se pa v nadaljnih epizodah je pa tudi dobro prikazano, da če v bistvu ne lažeš, oziroma da nimaš neke fasade v javnosti, To je zadnja, pa predzadnja, dobiš pa Kylo v backlash, kakšen backlash to lahko ustvari. Ta epizoda je tako udarila v živo, ker tako si lahko predstavljaš, da si lahko vsakemu se lahko to zgodi. Tako da komaj čakamo naslednjo, ker zdaj se končali na nekem cliffhangerju. Ne bom spoilal, ampak mislim, da vsi bi mogli videti prvo epizodo. Prva epizoda je mu za vse, potem pa zaradi mene, pač pa se to odloči. Pa zaradi Dangota, slišite to. Še en anime, Dr. Stone. Danes je prišla prva... Včeraj je prišla epizoda naslednja. Mi snemamo to na soboto in mislim, da prihaja to na sobote. Ne, na petki. Na petke? Na petek večer, a soboto. Petek je mešal. No, zdaj smo v 3. sezoni. Jutri je Kimetsu, to je pomembno. Kimetsu! No, kaj se ti zdi, Dr. Stone, kako se... Meni je drugače smer zakon. Ja. Kaj to je stoneri, to so neke droge. Bredi je, Dango. Jaz se vem. Jaz sem bral mango. Dr. Stone je prav tisto, da si daš ljubezen do science-a, da lahko razumeš, zakaj je science dober v življenju, kaj ti lahko pripomore. To bi v bistvu ena taka serija, ki bi jo praktično lahko na TV-ju dal tako gladko, v bistvu kot osnovno čtivo praktično. Jaz bi jo dal v osnovne šole. Tako je, dobesedno. Ali samo dejansko, da bi dobili ljubezen do znanja. Da dejansko pač vzbudi to radovednost, to zanimanje. Ne prikazuje znanost na način, ker tukaj je končni produkt in predvsej... Tako pač, to so formule. Ampak ti dejansko pokaže, look, there's a problem, this is how you solve it. On vzame vse sestavine in te sestavine so predvsej enostavne, ker jih vzame iz narave. Torej nekaj, kar ti lahko najdeš v vsakdanjem življenju. In potem to združi in nastane nek produkt, na katerega se ti navadi. Otroci bi lahko delali lasten gunpowder in pištole, to je bilo... Če vsako epizodo napišejo, da čisto vse, kaj se dogaja tu notri, je realno, tako da ne tega poskušati dejansko ali nekaj taka finta. Definitivno niso laži. Potem
naslednji anime, ki smo ga že omenili. Tengoku Daimakyo? Ja. Kaj? Ja. Tengoku Daimakyo, Heavenly Delusion. Tega jaz ne gledam, ja. Je to... Ful priporočajo. Ful je mysterious, pač. Se pravi, osnovni koncept bi lahko rekel, da je kot The Last of Us, če poznaš the anime. Basically, imaš svet, ki je v bistvu v postapokaliptičnem stanju, ker se je pač dogajala... Nekaj se je zgodilo. Nekaj se je zgodilo. Nek bolezen ali kakorkoli, nek virus, ne vemo. In večino sveta je v bistvu ujeto v ta postapokaliptičen podrt svet, kjer ljudje skušajo preživeti, napadajo jih pošasti. V takih majhnih komunitih, po mestih, ki so razbita. Tako, in vsaka skupnost ima neka svoja pravila, nekatera so bolj... Ok, se smo v redu, kot neka skupnost delujemo kot agrokulturno na ta način, nekateri so bolj hunters, niso gatherers, right, so hunters. Potem imaš pa eno civilizacijo, trenutno samo za eno vemo, ki živi v čist svojem svetu napred. Za nekim zidom, čez katerega noben ne more prijeti, noben ne more videti. Ja. V nekem kot nek tak internat je za otroke, pač imajo veliko teh, koliko starih, pa vem, 7-8 let, torej čisti misteri, neke vrste. Tako, čisti misteri je pa res tak sterilen svet, kot nek laboratorij, ki te otroke vzgaja in oni se imajo fajn, ampak nobeden ne ve zdaj, kaj je za tem, kaj je preko tega zida. Ker na drugi strani zidu pa sledimo v bistvu tema dvema protagonistoma, ki sta kot neke vrste, kaj pa vem, bodyguarda oziroma pač they just do our jobs. Tako, in skušata potovati do nekega kraja, ki se imenuje nebesa, heaven, a ne? Heaven, in ne veste točno, kaj je ta heaven. Paradise. Tako, mi vidimo en ta heaven, ki je ta zaprta kupola, kjer je v bistvu svet precej bolj razvit, kot še naš svet. Tako, ta znanstvena, v bistvu znanost notri, medicina je precej boljša, regeneracijo imajo boljšo, ljudje niso zares ljudje, kot jih mi poznamo, ker imajo drugačno regeneracijo in tudi drugačno osebnost. Ker predstavljate si, to je nek nov svet, ki nima nekih socialnih norm in osebnost, ki zraste v takem svetu, ni enaka, kot jo mi poznamo, ni naravna. Torej, koncept spolov, koncept ljubezni ne obstaja noter, pač ti vidiš človeka samo kot še eno živo bitje in potem si nekako sam ustvariš, kako čutiš do njega. Oni jih skušajo nekako pustiti na nekih tračnicah, ampak še vedno jih nadzorujejo kot policija. V bistvu, in jih v bistvu gledajo kot neke rastline na en način. Skušajo jih vzgajati, da rastejo, ampak če se karkoli zgodi, da delajo narobe, jih bojo iztrebili v trenutku, kot neko pijavko ali pa nek parazit. Tako da oni želijo, da se sicer koliko epizod je to povedal? Ampak pazi, potem imaš pa še te pošasti. V tem svetu, ki se pač... Ok, zdaj pa greste v spoiler teritorij. Pošasti so v prvi epizodi in they are kind of the... A veš, ko je pač rekel Marko, da je podobno kot The Last of Us, to so zombiji. To so zombiji in The Last of Us. Pa fora je, tudi to itak takoj na začetku opazimo, eden izmed teh otrok v tem internatu sterilnem je identičen kot enemu izmed teh protagonistov. Tako da je še ta misteri, zakaj sta basically dvojčka. Tako, ja. Tako da, ful zanimiv, mislim, res, če vam je bil všeč, recimo, The Last of Us. In še zdaj, jaz bi ful rad vedel, kaj je ta misteri, ampak še manj ga ni tako daleč, da bi mi Wikipedia, ne morem si spoilati, ne morem vedeti, kaj je. How could they do that to you? So they got me, I'm hooked. Jaz samo dejansko, zdaj, ko tako razmišljam, zdaj, ko se menim o teh animejih, naslednji podcast, ko bomo spet snemali, bo konec sezone, bo se nova začenjala. Tako, bomo lahko spet napovedi in občutke o koncu. Drugih. Mislim, moje pričakovanja za Hell's Paradise pa za... Eno moram še omeniti. Izvoli. Witch from Mercury. Kaj, resno? Gundam. Druga sezona je boljša. Mislim, med drugim zaradi tega, ker so se, zdaj ne vem koliko lahko spet spoilam, ampak lahko sem rečem, da fan theory, ki so jih pač pletli fani v prvi sezoni, so se, they were confirmed. They were confirmed. Tako da z tega vidika je druga sezona dosti satisfying.
Zdaj pa ne vem, če lahko to spojim. Ne smeš. I won't. Lahko sem rečem, pa nobeden tukaj ne gleda, ne? God damn you.